Vem, da prav vsak mesec čakate na nasvete, ki jih za našo oddajo pripravlja Stipe Domančič, bioterapevt po metodi Zdenka Domančiča. Danes bo odgovoril na pogosta vprašanja, ki jih dobiva, in sicer o tem, če si z bioterapijo lahko pomagamo tudi sami. Spoštovane gledalke in gledalci, v naslednjih nekaj minutah vam bom poskušal odgovoriti na vprašanje, ali si lahko pomagamo sami z bioenergijo. Kolikokrat se vam je zgodilo, da ste instinktivno položili svoje roke na del telesa, ki vas boli? To ni bilo naključje. Vsi imamo prirojen refleks, da na poškodovano ali boleče mesto položimo roke in na ta način prenesemo svojo bioenergijo na del telesa. Tako si pomagamo in pospešimo proces okrevanja. Torej je odgovor na vprašanje, ali si lahko pomagamo sami z bioenergijo, da, ampak samo delno, in to v primerih, ko zdravstveno stanje ni slabo. Ko je bolan del telesa v energetskem neravnovesju in nanj položimo roke, samodejno pride do prenosa bioenergije z mesta z večjim bioenergetskim potencialom na mesto z nižjim potencialom. Na ta način se doseže energetsko ravnovesje. Izid tega procesa bolna oseba običajno občuti kot olajšanje, zmanjšanje bolečin ali kakšnih drugih simptomov. Človek kot zavestno bitje je to spoznanje že v davnih časih izkoristil tako, da je po istem principu, kot je pomagal sebi, pomagal tudi svojim bližnjim. Kadar so prisotne večje zdravstvene težave ali posameznik iz določenih razlogov ne more sam položiti rok na bolni del telesa ali pa je zaradi bolezni energetsko oslabljen, je potrebna druga oseba, ki mu bo prenesla bioenergijo. Seveda polaganje rok spada med prve tradicionalne postopke, s katerimi so si ljudje pomagali že od časa prvih civilizacij. Danes pa imamo sofisticirane bioenergetske metode, kot je bioterapija po metodi Zdenka Domančiča. Ta v sebi združuje vse potrebne principe, postopke in tehnike, s katerimi terapevt ciljano z bioenergijo pozitivno vpliva na bolno osebo. Sami si lahko pomagamo tudi tako, da pozitivno razmišljamo o bolnem delu organizma. S tem angažiramo vse notranje, energetske in biološke potenciale z namenom izboljšanja splošnega zdravstvenega stanja. Pomembno je, da vsako bolezen vzamemo resno in sprejmemo kot objektivni del svojega življenja in vključimo vse notranje moči, da bi jo premagali. Nikoli ne smemo slabo misliti o svojem telesu, saj se takrat v nas ustvarjajo negativna čustva. Ta delujejo avtodestruktivno, motijo pravilen pretok bioenergije in upočasnjujejo naravne procese samozdravljenja. Posebno pomembno je graditi čim boljše medčloveške odnose. Na njih temelji naše socialno življenje in s tem tudi bioenergetske interakcije, ki se spontano odvijajo med nami in drugimi ljudmi. Če so te interakcije pretežno negativne, lahko to oslabi naše energetsko polje in odpre pot k bolezni. Potrudimo se spoznati in začeti imeti rad, ker tako dajemo navodilo celotnem bitju, da se mora boriti in da je vredno živeti naprej. Spoštujmo svoje telo, bodimo mu prijatelj, saj je naš najboljši zvest sopotnik v življenju.